Uporni žarek. Ob najlepši reki na tem planetu so bitja svetlobe ustvarila sanjski vrt. V njem so rasla čudežna drevesa. Med njimi tudi drevo življenja, drevo nesmrtnosti in drevo spoznanja dobrega in slabega. Tu so cvetele rože, ki so mogle ozdraviti katerokoli bolezen, predvsem bolezni duše, saj je bil vrt prebivališče angelskih duš. Za angele in za rastline je bil odgovoren glavni vratar, imenovan Uriel. To je bil nadangel s 4 perutmi in je združeval v sebi 4 elemente: vodo, zemljo, zrak in ogenj. Te 4 elemente, oziroma 4 angele bivajočih tvarin, je povezoval 5., ki ni bil ne ogenj, ne voda, ne zemlja in ne zrak, ampak nekaj, kar se ne da razumeti s človeško pametjo. Angeli so noč in dan slavili lepoto in čudež življenja. Neprestano so prepevali in neprenehoma so sijali od sreče, ljubezni, radosti, vzhičenosti, hvaležnosti, čudenja, predanosti. Žarki, ki so prišli iz njih kot iz majhnih sonc, so bili usmerjeni v isti cilj, v srce glavnega vratarja, nadangela Uriela. Tu se je združevala njihova popolna sreča in tu se je rojevala najčistejša svetloba, ki se je kot večen slap zlivala nazaj v njihova srca. In bili so mu popolnoma vdani. To pomeni, da so bili neprenehoma v nadangelu. Čutili so, kot da bi bili sami nadangel Uriel. In on, nadangel, je čutil v sebi vse druge angele in bil je hkrati nadangel, toda tudi vsak od angelov posebej. Ta povezanost jih je združevala v najvišjo srečo in v en sam žarek, kadar je bilo to potrebno. Ta združeni žarek je bil tako močan, da so lahko z njim prodrli do skrajnih meja neizmerno velikega vesolja. Če pa se je v katerem od angelov, ki so skrbeli za vrt, pojavila kakšna čudna misel, recimo takšna, ki se je preveč približala 2 prepovedanima vprašanjema zakaj in čemu, se je takoj pojavilo vseh hkrati nelagodje in z njim zelo visok pisk, nekakšen ultrazvok, ki je opozarjal, da se dogaja nekaj hudega in nevarnega. In takoj so vsi vedeli, v katerem od angelov, vrtnarjev ali angelov čuvarjev je prišlo do okvare. Angel Eskalub, ki je bil zadolžen za zdravljenje obolelih, je takoj poiskal ustrezno rastlino in pripravil čaj za bolnika. Ta je bil, kot smo rekli, namenjen duši in ne telesu. Bil je torej zdravilo za dušo. Takoj, ko je oboleli angel použil nekaj kapljic tega zdravila, je motnja izginila. In nelagodje, ki so ga čutili vsi angeli hkrati, je prešlo in spet so bili rajsko veseli, lahkotni, metuljasto srečni. V tem vrtu se torej nihče ni spraševal zakaj in čemu. In tako je bilo do tistega dne, ko je v neznansko kratkem času šinil iz globin vesolja v ta vrt uporni žarek, imenovan črni ali krivi žarek Apopis, demon nasprotovanja. Zadel je enega od angelov, ne da bi on to zaznal. Vdora niso zabeležili niti angeli čuvaji, torej tisti, ki se niso ukvarjali z vrtnarstvom, ampak je bila njihova naloga varovanje vrta popolne sreče in lepote.
Tudi nadangel Uriel ni opazil nič sumljivega. Čas namreč, v katerem se je ta žarek ugnezdil v angelu Setu, je bil krajši od najkrajšega možnega časa. Zato tega ni nihče zaznal. Takoj, ko je žarek Apopis prodrl v Seta, je začel v njem delovati z vso uporniško silo. Najprej je Seta izoliral od ostalih angelov. To je naredil tako, da drugi niso mogli več zaznavati, kaj se v Setu dogaja. No, čutili so ga še kot svojega brata, kot del sebe, vendar le njegov svetli del. Tiste misli pa, ki so bile uporne, samo svoje, in ki so se začele vrteti okoli dveh prepovedanih vprašanj, zakaj in čemu, niso izšle iz Seta, ampak so ostale v njem varno ugnezdene in popolnoma skrite. To je povzročilo razcepitev angela Seta. En njegov del je bil še zmerom popolnoma pokoren skupnosti angelov. Drugi del pa se je tej skupnosti z vso silo upiral in nasprotoval, posebno nadangelu Urielu. Demon nasprotovanja Apopis, ki je ždel angelu Setu, prav v največji globini, mu je prišepetaval čudna vprašanja. Zakaj vrt sploh obstaja? Čemu rastejo v njem vse te rastline? Zakaj je Uriel nekaj več od ostalih angelov? Zakaj ga morate častiti in slaviti? Zakaj ne smete jesti iz drevesa spoznanja, da bi dojeli, kaj je dobro in kaj ni dobro, kaj je prav in kaj ni prav? In čemu rastejo v vrtu vse te trave? Pa zakaj ne smete prestopiti ograje? Kaj se sploh skriva onstran tega visokega, živo srebrnega zidu? Vprašanj, ki jih je uporni žarek prišepetaval angelu Setu, je bilo še mnogo. Vsak dan jih je bilo več in več. Svetli del angela Seta se za ta vprašanja sploh ni zmenil. Še naprej je bil popolnoma vdan nadangelu Urielu in še naprej ga je ljubil z vso dušo, z vsem srcem. Toda drugi njegov del, tisti temni, zatohli, zablodeli, potuhnjeni, skrivajoči, prežeči, plazeči, zvijajoči, ta je pa še kako vlekel na ušesa. In ni minilo 7 dni, ko se je angel Set že približal prepovedanemu delu vrta. Angeli čuvaji so ga sicer opazili, toda ker je ena od delovnih poti vodila tudi v ta del vrta, nanj niso postali pozorni. In tako se je vse skupaj zgodilo v milijoninki sekunde. Angel Set je bliskoma dvignil roko, utrgal jajčast plod in ga v hipu pojedel. Komaj pa je to storil, je vse angele zgrabil bolečinski krč in po vsem vrtu je švigal neznosno visok pisk, podoben ultrazvoku. Angel Set je takoj po zaužitju prepovedanega sadu doživel v svoji glavi eksplozijo svetlobe. Neznansko se je zabliskalo in v trenutku je vse vedel in vse razumel in takoj mu je bilo jasno, kaj dela tu, kdo je ta vrt ustvaril, zakaj rastejo v njem vsa ta drevesa in zakaj je bilo prepovedano jesti z drevesa spoznanja dobrega in slabega. Od tega trenutka je angel Set z vso jasnostjo vedel, da je kriv. Kriv česa? In zakaj je kriv? Občutek krivde je bil tako močan, da je takoj zbrisal v njem vsa druga čutenja, predvsem radost, veselje, vzhičenost, lahkotnost, srečo, in začutil je težo, ki je prej ni poznal.
Teža ga je stisnila k tlom in ni mogel več leteti. Odpadla so mu krila, telo pa, ki je bilo prej zgrajeno iz svetlobe, se je začelo hitro spreminjati v nekaj neznosno gostega, črnega, smolasto lepljivega, neznansko težkega. Postajalo je vse bolj in bolj podobno zvijajoči vrvi. Angel Set je postal enak upornemu demonu Apopisu. Postal je zvijajoča kača, črna in svinčeno težka kača. Tedaj je po vsem vrtu zagrmel glas, ki ga doslej niso poznali. Ta glas je izrekel sodbo. Angel Set, odslej boš živel kot kača. Vržen boš v spodnji svet. V znak upora se ti bo razklal jezik. Z njim boš lahko le še sikal in ne več govoril ali pel. Od tega trenutka nisi več moj, temveč Apopisov. Nisi več angel svetlobe, temveč angel teme. Črn si in od danes preklet. Zapusti rajski vrt in nikoli se mu več ne približaj. Odslej si Apopisov hudi duh. Plodil boš in strašno trpel. Šele tik pred koncem vseh časov ti bo odvzeta teža in se boš vrnil v zgornji svet. Namesto sreče, radosti, lahkotnosti, miline, blaženosti ti bo dano znanje, vendar brez moje modrosti. Zato si z vsem tem ne boš mogel nič pomagati. Znanje te bo naredilo še težjega in še bolj nesrečnega. Vse, kar boš zgradil, se bo prej ali slej zrušilo. Odplazi se zdaj v spodnje svetove, ki so polni zemlje in kamenja. Tam blodi. Amen. Seveda Set ni bil ničesar kriv. Črni žarek, ki vse ukrivlja in maliči, si je pač slučajno izbral njega. Lahko bi si našel katerega drugega angela. Torej je Set vendar brez krivde in je pravzaprav žrtev. Zakaj pa se potem čuti krivega? Zakaj se plazi po tleh, se tam zvija in neprestano hudobno sika, sik, 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 sik? Bolje, da se ne sprašujemo, zakaj in čemu. Če še tako razmišljamo, ne pridemo do dna. Le še težji bomo, še bolj nesrečni. Torej, pritisnimo na tipko za brisanje vseh vprašanj, kjer piše ne sprašuj, ampak živi zdaj in tu. Torej, bodi.